Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je majčkeno pred 7. Snemam se iz Mariborskega nabrežja in danes bom govoril o vodstvenih veščinah. Torej, v življenju, ko se rodimo, se najprej prilagajamo zunanjim vplivom, staršem, ker zadovoljiti moramo pričakovanja staršev in ljudi iz naše okolice, če želimo dobiti tisto, kar potrebujemo za svoje preživetje. Predvsem pa z odraščanjem se vse bolj osamosvajamo, smo sposobni sami poskrbeti za sebe v tem sistemu. In večinoma je tako, da naš sistem nas recimo prisilja v to, da gremo skozi šolski sistem, potem si pa začnemo iskati službo, ker potrebujemo denar za preživetje, zato da poskrbimo za sebe. In to je nekako tisti tipični proces povprečnega človeka, povprečnega državljana, torej šola, potem služba, družina, pokoj in potem smrt. In ljudje potem skozi življenje doživljajo različne izkušnje in se lahko začnejo tudi poglabljati bolj v sam smisel življenja. Ali je to dejansko smisel, da napredujemo po takih korakih, ali ima življenje kakšen večji smisel. In potem je možno tudi videti, da stvari na tem svetu niso take, kot nas učijo v šolah, kot smo si jih na začetku zamislili, in da obstaja tudi na tem svetu še bolj poglobljeno znanje, duhovno znanje. Nekateri se začnejo spraševati o globljem smislu življenja. Zakaj obstaja trpljenje na tem svetu, pomanjkanje, lakote? Zakaj kljub temu, da smo tako napredna oblika življenja, živih bitij, da smo sposobni priti na Luno, da imamo komunikacijska sredstva, za katerim lahko v delčku sekunde se pogovarjamo, vzpostavimo stik z osebo na drugi strani planeta. Ne znamo pa poskrbeti za tako temeljne stvari, kot so dostojno preživetje vseh članov naše družbe. Torej, ko nekdo začne odkrivati, kaj so vzroki za to, se lahko vidi, da lahko se odkrije, da smo mi programirani iz strani prepričanj, iz strani družbe, okolice, medijev, in da živimo po nekih miselnih in vedenjskih vzorcih, ki nas držijo na neki zelo omejeni poti zavedanja življenja in realnosti. In da tako programiranje nekako nas postavi v vlogo sužnja, nekega poslušnega služabnika. Lahko pa seveda te potenciale razvijemo veliko bolj kot povprečen človek. Lahko se osvobodimo od tega temeljnega, osnovnega, omejujočega programiranja in postanemo boljši vodja sebe, svojega lastnega življenja. In če hočemo to storiti, je potrebno najprej ozavestiti, da naši dosedanji miselni in vedenjski vzorci niso v največjo korist ne nas samih, kaj šele celotnega človeštva.
Potrebno je ozaveščati te vzorce preko govorjenja, preko pisanja, jih analizirati in videti, kateri so omejujoči, ter si ustvarjati nove vzorce, nove programe, ki so boljši, ki so najboljši za vse. V bistvu se lahko odločamo torej, ali smo na tem svetu sužnji ali vodje. Ali smo sužnji naših miselnih vzorcev, ki smo jih sprejeli iz okolice, od staršev, iz medijev, brezpogojno, brez da bi razmišljali o tem, kakšne so posledice življenja po teh vzorcih, ali pa se teh vzorcev osvobodimo in si načrtujemo življenje tako, da lahko ta svet spreminjamo, izboljšujemo in plemenitimo družbo. Uspešni ljudje, ki veliko dosežejo, ki so tudi posledično bogati, so to dosegli zato, ker so sprejeli odgovornost za svoje življenje. Ker so postali uspešni vodje samega sebe. In če hočeš postati uspešen vodja, moraš najprej začrtati cilj, si postaviti neko poslanstvo, neko vizijo, ki je tako velika, da potrebuješ več življenj za to, da jo uresničiš. Potem pa narediš za vsak dan akcijski načrt, kako se premikati naprej v smeri realizacije te ideje. Predvsem pa vsak vodja ve, da lahko postaneš uspešen in uresničiš te cilje samo z sodelovanjem z drugimi ljudmi. Kajti en človek lahko stori samo majhne stvari, naredi samo majhne korake, z sodelovanjem pa je možno premikati gore. Ta postopek ozaveščanja in osvobajanja od omejujočih miselnih vzorcev je zelo kompleksen, ker je naš zbirka številnih miselnih in vedenjskih vzorcev, ki se jih je potrebno sistematično osvoboditi. Zato smo v pomoč za osvobajanje od teh umskih vizij pripravili spletne tečaje, ki se imenujejo Destiny AI Process, in prvi uvodni lahki modul je brezplačen. Zato vabim tiste, ki želijo razviti vodstvene veščine, ki hočejo postati uspešen vodja in uspešen gospodar svojega življenja, da se vključi na začetku vsaj v ta uvodni, brezplačni spletni tečaj, ki se imenuje Destiny AI Process Lite oziroma DAP Lite. Povezavo do tega tečaja boste našli pod opisom tega videoposnetka. In vabim vas, da se potem tudi priključite, da postanete del naše raziskovalne in razvojne skupine Destiny, ki pripravlja načrte za izboljševanje razmer na svetu, tako da bomo vsi skupaj vodili samega sebe kot odgovorni posamezniki in si ustvarjali razmere na svetu, ki so takšne, ki jih lahko opišemo z besedo resnični raj na zemlji. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.